Gospod Fabijan, danes ste z novim guvernerjem Banke Slovenije obiskali upravni odbor Gospodarske zbornice. Kaj so po vašem mnenju najbolj pomembni ukrepi v tem trenutku za oživitev gospodarstva oziroma nov gospodarski zagon? Ja, saj pravzaprav se velikokrat v javnosti govori oziroma že vsi vemo, da je kot rečeno, da je potrebno očistiti bančni sistem, sanirati. To je res. Po drugi strani je značilnost slovenske ekonomije v primerjavi s povprečjem monetarne unije, da imamo bolj zadolžena podjetja, da so se v obdobju 2003-2008 ne samo banke, ampak tudi podjetja izrazito zadolžila. Mi smo imeli tudi te zgodbe z menedžerskimi prevzemi, ki so tudi nekaj k temu doprinesle. Da je takšna situacija zahteva seveda tudi en odnos, ker je pa bančni finančni sistem ključen, še bistveno večji delež ima kot v povprečju Evropske unije, približno 77% finančnih sredstev celotnega finančnega sistema pomenijo banke in so tiste ključno srce in ožilje gospodarstva in je potrebno priti do čim hitrejšega kreditiranja, ponovne podpore gospodarstvu, ker gospodarstvo zlasti izvozno in izhod je v izvozu, neto izvozu, mu je treba pomagati konkurenčnosti. Prvič mi kot centralna banka, kot bančni sistem moramo čim hitrejše očistiti bančni sistem, poskrbeti za znižanje obrestne mere, ki bo vsaj primerljiva s povprečjem monetarne unije na aktivi. Da bi banke pa seveda morali iti na nov koncept, po mojem mnenju, nov koncept obvladovanja tveganj in k temu smo jih v razvoju operativnih tveganj tudi močno in kreditnih tveganj postopno pripravljali in sicer ne na koncept opriljivih zavarovanj, kot so same nepremičnine, karkoli, ampak na koncept denarnih tokov podjetij, zelo natančnega spremljanja, analiziranja in načrtovanja denarnih tokov njihovih komitentov. Na osnovi tega mora priti do racionalnih odločitev za kreditiranje nenehnega suporta podjetij. Banke bodo mogle v prihodnosti biti bolj nekoliko poglobljene v same dejavnosti podjetij, spremljati potencijale in razvoj in biti zraven. To je ključna stvar. Tako da bančni sistem se v tem kontekstu pravzaprav v veliki meri prenavlja. Gremo na en nov koncept, ki bo tudi potem po sanaciji mogel biti tako dolgoročno boljši. Mi bomo v Banki Slovenije tudi tehnično infrastrukturo v tem smislu prilagajamo, v smislu spremljanja potem bank. Gospodarstveniki so opozorili predvsem na to, da je treba čim prej pomagati tistim podjetjem, ki so še dobra, ki so še zdrava. Kaj lahko skupaj naredimo zdaj tu? Ja, to smo počeli tudi v projektu prestrukturiranja. Banka Slovenije do 30.4., kot sem že enkrat povedal, predpisala potem na osnovi teh zgodb. Nekaj zelo dobrih zgodb, nam je všeč, da je 1/4 teh zgodb pravzaprav uspela. Tistih primerov, ki smo naredili. Ena zgodba je taka, da gre za 2300 zaposlenih. Smo zelo ponosni, če en tak primer uspel. Tudi z bančniki smo potem izšolali oziroma delali delavnice skupaj na Združenju bank, kjer so ugotovili, kako pravzaprav prestrukturiranje podjetja poteka. Tega znanja je bilo premalo. Da seveda je pa predvsem na odgovornosti uprav in nadzornih svetov podjetij, družb, da odreagirajo zelo hitro na potencialne težave. Zelo pomembno, v kateri fazi, bodisi manjših težav, bilančnih težav ali pa prepoznih likvidnostnih težav, podjetje odreagira in hkrati, da ga banka tudi spremlja. Če je dovolj zgodaj, tako kot pri bolezni, potem to bolezen lahko odpravimo in dobimo nov, boljši denarni tok oziroma se nam potem ožilje osveži. To je v bistvu zelo podobno kot v medicini. Tako da, če ne drugega, potem se moramo iz te zgodovine in prakse kaj naučiti. Jaz sem optimist, mislim, da bomo uspeli.